se lahko usedete. Hvala, da ste prišli tako naprej. Našemu očetu bi bilo zelo naroben, ker ni bil navajen stati spredaj sam ali po prvih bojnih vrstah. Zato smo malo preganjali, no, za to brač. Se mi zdi lepo, da se kot sin lahko zahvalim svojemu očetu, v imenu tudi vseh naših. Mogoče ne bojo čustva premagala, boste razumeli, to verjamem, ampak vseeno se bom potrudil. Pozdravljeni vsi, ki ste prišli posloviti od telesa našega očeta in prositi ljubega Boga, da ga obdari z večnim veseljem v nebesih. Najlepša vam hvala za vse darove in za maše, eno goro tistih, ki niste hoteli biti imenovani in vas prej gospod župnik ni namenil in za ta dober namen. Hvala za toliko molitev, ker so se kot poplava te molitve razlile po Sloveniji, po tujini, ko smo zvedali, da je umrl. Za post, za toliko prošenj za zveličanje njegove duše. Velika zahvala pa ljubemu Bogu za našega očeta, za ta dar, ki smo ga bili deležni vsi, ki ga poznamo. In Jezus, naš prijatelj, hvala, ker si zanj trpel in ker si ga odrešil. Zame je bil on zgled ženi zvestega, skromnega, delovnega, vernega, pravičnega in veselega moža, ki je zelo ljubil slovenski narod. Raje se je umaknil, kot da bi jo upravljal ali se je zil na druge. Bil je mož, ki je imel zelo rad cerkev in duhovnike. Presenečal me je svojo modrostjo, ki je ni nikjer v knjigah, temveč pride iz preizkušenj življenja in iz zelo ljubečega srca. Oče, hvaležen sem ti, ker si znal to modrost na tako preprost način preliti v življenje. Nikoli ne bom pozabil besed, ki si mi jih rekel, Jernej, še klopi za našo cerkev narediva skupaj, na to pa boš delal sam, ti zaupam. Brez pogodb, brez seznama, brez pogojev, samo en stavek, za katerim se je skrivalo toliko garanja in odpovedovanja, ter velika ljubezen in zaupanje v svoje otroke. In sem trdno prepričan, da je tega zmožno le srce, ki zelo veliko ljubi, čeprav zaradi svojega značaja te ljubezni ne zmore pokazati navzven. Oče, hvala, ker si nas sprejemal takšni, kot smo. Hvala, ker si nas v življenju podpiral. Hvala, ker ti je bilo mar za nas in hvala, ker si se zanimal za nas. Hvala vam, strici in tete, za vaš čudovit odnos in vaše medsebojno prijateljstvo. Koliko dobrega, svetega je Oče črpal iz tega prijateljstva in kako velikanska dota je to za nas, vaše otroke, to ve samo ljubi Bog. Hvala vam, Bevčani, ker ste nas sprejeli medse. Veste, v tistih časih, ko smo začeli prihajati v Bevke, ni bilo lahko postati Bevčan. Se je bilo potrebno zelo potruditi. Oče vas je imel zelo rad in to vas. Hvala, ker ste očetu dovolili, da je skupaj z vami delal za to vas. Hvala za vse delovne akcije, pobude, posojene traktorje in stroje. Hvala za zgled medsebojne pomoči. In hvala vsem župljanom, ki ste očetu dovolili, da je bil ključar v tej cerkvi, ki jo je tako zelo, zelo vzljubil. Kako srd sem ga opazoval, ko mi je doma poln zanose in navdušenja razlagal, koliko ste kakšen dan naredili, koliko ometa ste odbili v tistem dnevu ali koliko jarkov ste skopali. Oče, hvala za ta zgled, kako zastonj pomagati in sodelovati pri delu za skupno dobro, za domačo vas in cerkev.
Vem, da velikokrat ni bilo lahko krmariti med različnimi interesi, pogledi, mnenji. Sem pa vedno občudoval, s kakšno mero potrpežljivosti in spoštovanja do drugih si se trudil narediti, kar je bilo tebi zaupano. Ne boš več obrezoval tebi tako ljubega vinograda in prideloval dobrega vina. Ne boš več srečeval dragih dolencev, ne boš več sadil drevja, ne boš več skrbel za vrt, njivo in hišo, ne boš več poslušal pevških zvonov in pozdravljal prijateljev. Boš pa od sedaj in vso večnost delal nekaj čudovitega, česar do sedaj nisi. V družbi z vsemi svetniki, nekatere si poznal že tukaj, boš slavil, prepeval in častil nebeškega očeta. Za nas boš lahko prosil in posredoval pri Bogu. In vesel sem zate, ker vem, da te je on, nebeški očka, ki te je stkal v svojem naročju in poslal na ta svet, pa na tako hiter način poklical nazaj k sebi, za vso ljubeznijo stisnil in objel in ti bo zašepetal, vse ti je že. Dobrodošel doma, dobrodošel moj sin, dobrodošel ljubi Tone, dobrodošel pri svojem stvarniku. Vso večno sem čakal na ta trenutek, ko te lahko tako objavim. Draga mama, sestra, brata, otroci, strici in tete, belčani, prijatelji in znanci, prosim vas, odpustite očetu, če vam je v svoji nerodnosti in nevednosti naredil kaj hudega. Tukaj se včasih zatakne. Vem, da tega ni naredil iz sovraštva ali načrtno in da mu je bilo zastorjeno vedno žal. Zato vas jaz, njegov sin, zanj prosim, da mu odpustite. Oči, tebe ne moram več prositi, da nam odpustiš, kar smo ti storili hudega. Veš, da smo tudi mi to delali iz nerodnosti in nevednosti. Prosim pa ljubega nebeškega očeta, da on v tvojem imenu odpusti vse, s čimer smo te ranili. Še posebej prosim, da odpusti vsem, ki so toliko hudega naredili vaščanom Ajdovca. V zadnjem odstavku, upam, da bo šlo. Oči, v mojem srcu si največji mož, kar jih nosim s seboj. V sebi pa nosim tudi skalo, ki pritiska na srce. Tole bo pa težko. Zato, ker ti nisem nikoli zmogel reči, rad te imam. Te objeti ali pa te pokrižati. Pa verjamem, da si to želi iz sinovih ust slišati vsak oče, tudi ti. Vem, da me zdaj slišiš in prosim ljubega Boga, da zaceli to rano. Oči, rad te imam, pogrešal te bom in kot je že rekel gospod župnik, na svidenju v nebesih. Udeležili smo se liturgistične delitve za našega brata Antona. Zdaj ga vsi skupaj zadnjič pozdravimo. Naše posilstvo naj bo izraz naše ljubezni, da bomo najšli žalostni utrdi naše upanje. Nekoliko bomo spet veseli, ko jakovsko obijajo v nebesih, da ne bo smrti, ampak mir in veselje v Kristusu ljubezni.